Dragan Potočnik, slovenski zgodovinar, univerzitetni profesor na Filozofski fakulteti v Mariboru na oddelku za zgodovino, pesnik, pisatelj, potopisec in predsednik popotniškega društva Vagant. Širši javnosti je znan kot svetovni popotnik, ki svoje popotovanja in vtise s poti skrbno dokumentira. Svoje vtise je obiskovalcem predstavil tudi na potopisno-literarnem večeru v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice v njihovem domu kulture v sredo 27. februarja v večernih urah. Potočnikov prvoosebni pripovedovalec je popotnik po daljni deželi, naiven in brez cinizma, čudeč se majhnim igram narave in neznani lepoti ljudi. To ni čarovniški vajenec, ki zavestno hrepeni po razsvetljenju, je bolj izgubljenec, ki ga razsvetljenje najde samo na nepričakovanih mestih. Niz zgodb je izraz umetniške pisateljeve zgodovinarske in popotniške dejavnosti, izraz izkušenj, ki se kot mozaik sestavljajo v vsakdanjo življenjsko modrost. Avtor nas kot novodobna Šeherezada zapleta v popotne zgodbe, ki se napajajo ob njegovem intimnem doživljanju popotovanj po Aziji in Afriki. To so zgodbe, ki bralca najprej pograbijo svojo neposrednostjo in eksotično barvitostjo drobnih impresij, nato pa ga popeljajo do samega bistva in potrkajo naravnost na bralčevo dušo, potem, ko mu skoraj vsiljivo postavijo vprašanja o njegovem lastnem doživljanju sveta. V zgodbah z afriških in azijskih dvorišč se spajajo zgodovina, popotništvo in modrostno leposlovje, ki tudi sicer tlakujejo osebne in akademske poti Dragana Potočnika. V 25 dokumentarnih utrinkov se kontrastno vriva poezija popotniškega vetra, polnega naključij in smisla obenem. Avtor stremi k črpanju spoznanja iz vsakega doživljaja, geste, misli ter iz vzdušja v naravi ali med ljudmi. Uporablja nekoliko vzvišen jezik, s katerim želi vračati dostojanstvo revnim, ki jih srečuje, in kljub zgodovinskemu tlakovanju svoje pripovedi se bolj kot aktualni stvarnosti dežel, ki jih obišče, pusti zapeljati njihovemu romantičnemu mitu. V empatičnih pogovorih z domačini tako zasluti alternativne vrednote za naš drugače razviti svet. Da povem še ena taka modrost, ki tudi prihaja z te poti iz Afrike. Enkrat sem sedel tako ob robu ceste, se spomnim, pa me tak gleda 3-4 metra en domačin. Da pač sediš, nič ne delaš. To je zelo, zelo težko, nič delati. Mislim, da ves čas nekaj delamo, Če ni druga, da misli ves čas brbotajo. Ves čas se nekaj dogaja v glavi. Po 3-4 dneh, bi rekli, take intenzivnega soočenja samim sabo, se pa to neha, tudi s tabo. Pa znaš nič delati. Sediš in preprosto sediš. Ti mene gleda, pa prije k meni, pa me tako objame. Pa se skar tako zdrsnem, češ, kaj zdaj s tabo je, Pa reče, vidiš, to je to. Vaša civilizacija, bela civilizacija, torej belega človeka je obsojena na smrt. Kdaj ste vi nazadnje bili spontani? Kdaj ste nazadnje ti koga spontano objel? Koga poljubil iz čiste radosti? Vse imate pod kontrolo. Sploh se ne znate prepustiti. Ne znate več uživati življenja. In je rekel, če že Afrike ne maraš, če se ti zdi umazana, grda, je rekel, vse od naših živali bi se lahko kaj naučili. Je rekel, poglej opice, kak se ljubkujejo, kak si iščejo, bolhe in kak se objemajo. Ali pa leva, je rekel. Poglej, lev, ko se naje, se vleža in ima mir. Ti pa nikoli imaš dovolj. Ti pa mi non-stop ali jedo, non-stop grebo za sebe, samo da bi imel čim več. Je rekel, vaša civilizacija je obsojena na propad, nimate prihodnosti. No, jaz sem tak čist tiho bil, se nisem imel kaj reči, se ima človek prav. Je rekel še, pogled, če ti koga objameš, kaj zvem, jaz kako študentko, vse bo jaz zaprli. Oziroma obsodili, ne vem česa. Ali pa ne vem kdo, koga, učitelji, učence v šoli. To, ker bo včasih nekaj normalnega, da si iz čistega veselja, radosti, se razveselil koga in ga, objel. Danes se vedno bolj zapiramo svoj svet. Vedno bolj postajamo tujci drug drugemu. In si gradimo velike hiše in velike plotove, da nas nihče ne zmoti. V Sudanu, se spomnim, ko sem potoval,
sam sem šel s kolesom, imajo pred hišami postelje. In to za popotnike. Pa ne tujce, ker tujce ni nobenega, ampak za tiste, ki hodijo tam pač peš. Ker tam se dogaja vse peš, se pravi veliko bolj počasi kot pri nas. In potem grejo tja, pa tam prespijo in seveda nič ne računajo, še za jesti dobiš. In Bog ne daj, če si se kdaj peljal mimo kakve hiše ali pa ne vem, nekih ljudi, ki so jedli, obvezno se morajo tja pa jesti. Prišli so na cesto, mahali, pridi, tu imaš žlica, evo, pridi na paradajz solato. In tako je to izgledalo. Mi pa ravno to, bi rekel, spontanost, pa to prvinskost vedno bolj pozabljamo in seveda tudi zaradi tega moram reči, da ima prav. Ta ameriški način življenja, ki so ga vsilili, nas vedno bolj odvrača drug od drugega, vedno bolj tuji postajamo. Še 20-30 let, še nekaj let nazaj, tako rečem, bilo nepojemljivo, če mi ne vem, kdo rado kako pomoč pri zidanju hiše, pri selitvi ali pa ne vem pri čem, kar starejši povejte, sami. To je bilo nepojemljivo, da bi kdo rekel, nimam časa, ker to je bilo nemogoče. Danes, koga dobiti, da bo ti pomagal seliti? Prijatelji nimajo časa. Pa ne pretiravam. Vse to same, verjetno me lahko potrdite. Se pravi, in to smo žal mi sprejeli, se pravi, kot neko pravilo vsakdanjega življenja, kot da pač tak mora biti. Ne. Če bodo ljudje druge, živijo drugače. Veliko bolj odprto, vsi pomagajo. In ko nekdo nekaj dobi, ne si spomnim v Pakistanu, to bo zdaj mi je to padlo tako v glavo. Ja, midva smo si kupila v Pakistanu bicikle. In so potem to pripeljala v tisto vas, tam, kjer smo pač živela. In ljudje so prišli z bobni, z ne vem čem vse, to je bila veselica. Vsi so bili tako veseli, ker smo se midva kupila bicikle. To je to. Gospod Dragan, za vas pa. Osnovno darilo iz naših koncev